Avtomobil, ki vam ga bom predstavil sedaj, je nekaj najbolj razburljivega pod soncem. Resno, idealen je za prevažanje vrečk iz trgovine, za prevažanje psov, celo trupel. Mimogrede, za tisti din tamle zadaj nisem jaz kriv, nisem nikogar zažgal. No, če ste ravnokar postali očka ali pa mamica, potem je super tudi za prevažanje vozičkov in ostale krame. Da se ne bo izgubil v sivini ostalih avtomobilov, lahko izberete tudi takšnega v modri barvi, ki se mu po mojem zelo poda. In že sem pri spoznanju, da je Toyota končno začela izdelovati avtomobile, ki oblikovno niso samo za starejše umirjene gospode. Auris TS izgleda prav super. Pa tudi avtomobil kot tak je dober, ker vas to verjetno še najbolj zanima, ne? Položaj za volanom je dober in ergonomsko dovršen, vse je lepo na dosegu roke. Ni mi všeč le, da so nekatera stikala zastarela, recimo ta za nastavljanje ogledal ali pa ta predpotopna ura. Tudi sama armaturna plošča je dolgočasna, ampak dobro sestavljena in pregledna. Materiali so mi všeč, celo plastika je spodobna. Še bolj mi je všeč, da je vožnja tako udobna in da je kljub temu občutek na volanu takšen, kot ga pričakujem. V ovinkih ni preveč nagibanja, podvozje ni glasno, je pa zadek tukaj malce bolj živahen kot pri običajnem Aurisu, če boste kdaj pretiravali na poti na morje, sploh če bo polno naložen. V prtljažnik gre namreč kar 530 litrov prtljage, v njem pa je veliko predalčkov, predelnih sten in vsega, da vam vse skupaj ne bo letelo po avtomobilu in koga poškodovalo. Celo mrežo ima, če bo tam pes. Še motor. Ker so mi sodelavci avto samo pripeljali in dali ključe v roke, nisem vedel niti kakšen motor je v tem avtomobilu. Dizel ja, to slišim, in ker je dokaj odziven in prožen, sem najprej pomislil na 2-litrskega, pa ni. 1,4 litrski je, samo 66 kW oziroma 90 konji in vam takoj lahko povem, da je čisto dovolj. Tudi poraba vas bo s 5,5 litri zadovoljila. Če se malo vozite, pa še tega ne rabite. Izberite bencinarja, ki je še 1500 € cenejši. Tale z opremo Sport stane 18 000 €.